Sva Karmen in September in vi poslušate Radioaktivno. V nadaljevanju ne bomo tiho, zato da nekaj pove, bo zadolžena Karmen. Zdravo. Živjo. Kje pa je September, čeprav je že december? September je ostal v septembru. Ne, September je v sosednji sobi, ima učence, tako da sem danes jaz tukaj, da malce poklepetava. Sicer nisem nič kaj pripravljena, ampak itak sej nekaj dosti povedati, kadar govorimo o tišini, ne? Se ti je zdel komad v redu? V redu, opažam, da nadaljujeta v plesnih ritmih. Ja, sva se kar odločila. V bistvu sva lansko leto sva nekako prešaltala na glasbo, na synth-pop glasbo iz 80-ih let prejšnjega stoletja. To ne vem, če sva se že pogovarjala, ampak od nekdaj imam željo, od nekdaj sem imela željo delati to glasbo, ampak se mi zdi, da pač tako treba, vsaka stvar mora dozoreti, je tudi to potrebovalo svoj čas in zdaj sem nekako čisto zajadrala v te vode in moram reči, da ideje kar padajo. V bistvu sem imela že pripravljen material za plato, zdaj se pa dogajajo še kar novi komadi, tako da sva se odločila, da bova s tole plato malce še počakala, pa raje single izdajala. No in na tak način je tudi nastala tišina, čeprav ni to čist frišen komad, je zdaj cirka leto dni bil nekje v računalniku in se je po malem pimpal, tako da končni rezultat je pa tak bo slišan danes, ne, predvidevam. Slišati je, da tišina ni tiha. Ja, ne. Če ne druge, vse v naših glavah ni tiha. Ti pogosto tišina krade čas? Zadnje čase, ja, zdaj sploh, ko sem se nekje oktobra vrgla v delo spet, čez poletje so bile druge zadeve aktualne, je bilo malce manj glasbe, če sem čisto iskrena, konec oktobra sem se pa čisto vrgla spet v glasbo in to pomeni, da je pač taka kreativna tišina nastala. Nima pa veze s kakšnim žalovanjem ali karkoli, tisto je pa se. Kako dolgo pa zdržiš biti tiho? Jaz? Glej, iskreno, če ni nikogar v bližini, se zna zgodi tudi po 5-6 ur, to sem zdaj rekla na pamet, pol ure gora dol. Ampak še enkrat, to je tišina, se pravi, kadar ne komuniciramo verbalno, tista notranja tišina, tiste tišine pa ni, po moje niti ne obstaja. Tudi v najglobji meditaciji se ne zgodi popolna tišina, ali? Ima pa tišina dodano tudi video podobo, ki prav tako ni tiha. Res je. Ja, ta video spot se je v bistvu zgodil zelo spontano. Meni se to pogosto dogaja, ko kreiram glasbo, imam že slike, imam vizualno podobo, polje seveda nekako strnemo en scenarij in ja, nastal je en luškan video spot, ki smo ga posneli v dvorani Ornament z režiserjem oziroma snemalcem in montažerjem Branetom Lobnikom. Moram reči, da sem kar zadovoljna, no. Nekako že pred leti sem si predstavljala en tak video spot, tako da sem prav vesela, da sem se, še preden se postaram, uspela malce zaplesati, pa se znoret, tako da v redu je ratalo tole, sem zadovoljna. Poslušalci si lahko izdelek ogledajo na YouTubeu, midva bova sedaj skladbo poslala tudi v naša ušesa, zato Karmen, ne bova tiho. Ne bova, nikakor. A se ti zdi, da zdaj je pravi čas za to, da vzameš vse, kar je itak šlo. Stojim zdaj tu in čakam na tvoj glas. Daj povej vse, kar misliš, kar imaš, sem brez besed. Ko gledam te v oči, kot steklo nezaupanja se zdi. Od srca čutim le tebe na ves glas. Tišina krade čas. Tišina krade čas. Skoz zlati prav vesoljak sebi vlečem te. Tišina krade čas. Stojim zdaj tu, čakam na tvoj glas. Zdaj povej, kaj misliš zdaj. Sem brez besed, ko gledam te v oči, kot zelo nezaupanje se zdi. Od srcu čutim le tebe. Tišina kraj.